Britanska kraljica Elizabeta II. Je pred dnevi praznovala 65. obletnico svojega kronanja. Kraljica je bila kot 63. britanska monarhinja okronana 2. junija, ko je imela samo 27 let, nato pa vodila monarhijo skozi desetletja družbenih sprememb in kljub temu ostala simbol nacionalne stabilnosti. Njeno kronanje je potekalo v Westminsterski katedrali, ki so se ga udeležili vsi predstavniki kraljestva, mednarodni politični voditelji, poslovneži in ostali državljani. Prenos preko televizijskih zaslonov pa si je ogledal praktično ves ostali svet. Danes 92-letna kraljica ne kaže pretiranih znakov staranja oziroma želje krono predati svojemu nasledniku. Nedavno se je udeležila poroke princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle, kjer jo je izbrana množica pred gradom Windsor navdušeno pozdravila. Nedavna intenzivna poselitev Izraela na zasedenem ozemlju Zahodnega brega je sprožila val nasprotovanja Palestincev. Izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman je že 24. maja dejal, da bo naslednji teden podal predlog k hitri odobritvi za približno 2500 novih stanovanj na Zahodnem bregu. Lieberman je še dejal, da bo podprl tudi gradbena dovoljenja za dodatnih 1400 enot. Načrt vključuje tudi gradnjo v Arielu, velikem naselju v severni regiji Zahodnega brega, in še 460 enot v Mal Adimumu, blizu Jeruzalema. Na drugi strani pa so Palestinci prepričani, da Izrael želi zgolj pleniti palestinska ozemlja skupaj z naravnimi viri. Za Palestince je izraelska odločitev o širitvi večjih naselij na Zahodnem bregu in Jeruzalemu ter krepitev nekaterih drugih naselij zgolj pokazatelj še večjega ločevanja in izolacije palestinskih skupnosti, kar nikakor ne pripomore k skupni rešitvi obeh držav. Samomorilski napadalec je ubil vsaj 8 ljudi v bližini skupine muslimanskih klerikov, ko so zapuščali ogromen šotor v glavnem mestu Afganistana, kjer so se zbrali, da bi govorili o problematiki terorizma. Bomba je eksplodirala blizu stanovanjskega območja na zahodu Kabula. Več kot 2000 vernikov iz vse države se je sestalo v šotoru Loja Džirga oziroma Veliki svet, kjer so obsodili leta terorističnih konfliktov. Načrtujejo namreč izdajo fatve oziroma verskega reda, ki bi zahteval, da talibanski militanti ponovno vzpostavijo mir in tako omogočijo tujim vojakom, da zapustijo območje. Zaenkrat za napad še nihče ni prevzel odgovornosti, kar še dodatno kaže na slabo varnostno situacijo pred parlamentarnimi volitvami, ki so napovedane 20. oktobra letos. Talibani se namreč zavzemajo za vzpostavitev stanja pred letom 2001, ko Afganistana še niso okupirali Američani. Serija bombnih napadov v Kabulu je v zadnjih mesecih namreč ubila na desetine nedolžnih ljudi.